Najprej se bomo ustavili v čisto klasični domači brunarici. Zrasla je na Gorenjskem pod Karavankami, zahtevala veliko domačega stavbarskega znanja in obrtniških spretnosti, vzela tudi veliko časa, ampak lastnikom je na koncu prinesla nasmeh do ušes. Brunarica na Gorenjskem je nastajala 7 dolgih pravljičnih let. Verjetno nas tudi zato takoj ponese v neke čisto druge svetove, kot smo jih vajeni. Tu ni ravnih linij, gladkih sten in minimalizma. Je pa veliko topline lesa in izvirnih rešitev. Teja in Bojan, zato brunarca sta vidva imela sicer že dolgoletne sanje in načrte. In kako je potem prišlo do akcije, da so načrti postali resnični? Ja, v bistvu meni osebno je bilo najbolj všeč imeti v prvi vrsti lastno hišo iz naravnih materialov. Občudovala sem brunarce, ker se mi to zdelo nekaj posebenega, nekaj čudovitega. Mene sta navdušila moja dolgoletna prijatelja, ki sta tudi sama pred leti se spustila v to in ustvarila svojo brunarco. In kako je bilo potem s parcelo? Vama je hitro prišla naproti? Večkrat sem se tukaj sprehajala mimo in sva opazovala ta vikend, ki je bil postavljen tukaj, in se rekla, da bi mi da pač to kupila, to parcelco, da bi naredila pač hišo. Rečeno storjeno, bi lahko dejali. Po nakupu parcele je bilo najprej treba prestaviti vikend. Enostavno so ga razstavili, betonski del odstranili, lesenega pa spodaj ob cesti ponovno sestavili ter ga začeli uporabljati kot barako za spravilo orodja in materijala, čemur je namenjena še danes. Zatem je sledil izkop gradbene jame, ki pa je s seboj prinesel nemalo težav. V bistvu je bilo zelo težavno, bom rekla, v prvi vrsti glede samega izkopa. Ko je bil izkop narejen, se je posul hrib in smo mogli zadevo sanirati. Bil je deževen obdobje, tako da nam je to malo nagajalo. Hrib smo mogli sanirati z drenažem, ga učvrstiti, šele potem smo pač ponovno lahko izvajali dela naprej. Pri gradnji jima je pomagal Tejin oče, ki je s prijateljem po Pokljuki zgradil že več brunaric in je bil z znanjem dobro podkovan. Predvsem pa je vedel, da z gradnjo ne bodo prišli daleč, če bodo morali material v hrib nositi na roke ali voziti s samokolnico. Zato so za začetna težka gradbena dela izdelali žičnico in kupili žerjav. Po izvedbi drenaže in temeljne plošče, ki so jo v hrib vpeli v obliki 8 pajkovih nog, je sledila postavitev spodnjega zidanega dela, ki je notranje izoliran s stiroporjem in zunaj obložen s kamni, šele nato je sledil leseni del. Odkot ste potem pripeljali ves tale les? Les je pripeljan iz Pokljuke. Ročno smo ga sami obdelali. Peljan je bil na sosednjo Žago, kjer sva ga z možem, večinoma mož, sama olupila. Brune so bile postavljene z žerjavom. Sam zgornji del brunarice se je postavljal približno 3-4 mesece. Katere vrste lesa ste uporabili pri tej brunarici? Uporabljali smo smreko, delno smo uporabljali tudi bor in hruško, ki je bila tukaj na tej parceli. Z bora smo pa pol naredili še kakšno ograjo, kar je pa še tako ostala, kakšna malenkost. Največ natančnosti je bilo potrebne pri zlaganju brun enega na drugega, saj je treba pravilno izvesti križ in poskrbeti, da med bruni ne pride do razpok, špran in s tem kasneje do prepiha. Ker so uporabljali svež, nesušen les, so računali še na malo posedanja, ki pa je bilo minimalno, okoli 3 cm. Kako ste dosegli dobro tesnjenje med posameznimi bruni? Dobro tesnjenje smo dosegli s tem, da smo 3-krat tesnili. V sredini brune je lajšta, letev, v zunanji strani je guma, specifična guma za to dejavnost, v znotraj je purpin. To pomeni, da to, kot enkrat skupaj stisne, to potem tesni večno. Kako se tukaj les obnaša kot izolacijski material? Les je zelo dober izolacijski material, ker on, recimo 17 cm lesa, pomeni 3/4 metra običnega zidu. To se pravi, to je izolacija super. Ta prehod toplote ali pa mraza noter je zelo dolg. To pomeni, da ne rabiš nič. V bistvu malo nekaj prižgeš, pa je to toplo. In ostane toplo. Les je dost, recimo taka bruna je dost,
ne rabiš ubene izolacije, a ne kar daš noter je slabše, ne? Ker on potem diha po svoje gor, dol, sem tja in vleče vlago na sebe in jo oddaja ven. Zato je brunarica tako pomembna in dobra. Številni ljudje postojijo spodaj ob cesti, ko občudujejo to imenitno brunarico, ki je nastajala kar 7 let. Toliko časa tudi zato, ker je zgledno povezana družina od temeljev do dimnika vse postorila sama, vključno z bogastvom ustvarjalnosti v njeni notranjosti. Tako je denimo Bojan sam iz podrtega bora, ki so ga dobili od sosedov, izdelal vse ograje, vhodna vrata, klopi, obešalnike, stole, pa posteljo, police in celo kozmetično mizico. Kako sta prišla do ideje za take letalne obloge? Tole so strešniki, ne? Ja, stari več kot 100 let. Smo rekli, da bomo položili strešnike, zaradi tega, ker nismo imeli kaj bi dal, ker nobena druga stvar ne bi tukaj pasala. Ne? Jih je bilo treba kaj obdelati prej? Majhne smo jih obdelali, učistili. Ste se pa odločili, da niso zgolj bobrovci, ne? Smo se odločili, da bomo dali smrekove plohe, da razbijemo to monotonost. Ne? V bistvu so te plohe v obliki sonca, tako kot spodaj, a ne? Ker to daje, ne vem, nekakšno še večjo toplino, ker vse stvari, ki so tukaj obdelane, sestavljene, nimajo živih robov, ravno zaradi tega pretoka energije in človek se v takih prostorih bolje počuti. Čigavo delo je kopalnica oziroma mozaik v njej? Ja, to je pa ženi ponos. Ste si vzeli čas in ste jo izdelali čisto po svoji? Ja, za kopalnico sem se odločila, da bo pa samo moja ideja, moje delo, moje področje, ki sem si ga vzela na čez, da si ustvarjam kopalnico tako, kot si jo res sama želim. Pri tem mi je pomagal oče z nasveti, strokovnimi nasveti. Ideje, vzorci so bili moji. No, po končanem delu v tej moji kopalnici pa mi je mož še povlekel naprej v kuhinjo, kjer sem tudi položila mozaik in tudi predali so del tega. Ampak vidim, da tudi leseni ročaj, no? Če je pečica sodobna, ampak mora imeti pa lesen ročaj. Ja, to je pika na i, recimo. In zdaj na koncu po teh pravličnih, ampak verjetno tudi napornih in dolgih 7 letih, kaj boste rekla? Se je splačalo vse skupaj? Kakšno je zdaj življenje v tej leseni brunarici? Trud je poplačan, počutiva se čudovito. Ogromno pozitivne energije je noter. Pa vonj po lesu, pravlično, z eno besedo. A ja?